Lep dober večer, pozdravljeni vsi, ki ste se na ta ponedeljkov večer pred praznikom kulture zbrali tukaj v Kregarjevem atriju Zavoda svetega Stanislava. V veliko čast nam je, da v letošnjem jubilejnem letu, ko v Zavodu praznujemo 30-letnico ponovnega delovanja Škofijske klasične gimnazije in Jegličevega dijaškega doma, torej ponovne ustanovitve Zavoda svetega Stanislava, lahko gostimo razstavo akademika profesorja Andreja Jemca. Prisrčno ga pozdravljam med nami in iskrena hvala, da ste te naše prostore Kregarjevega in Meršolovega atrija v teh dneh spremenili v eno tako res barvito podobo, nagovorjajočo, mislim, da za vse, ki se ustavljajo pred temi monumentalnimi platni. Razstavo pripravljamo v sodelovanju z galerijo Guncle in sicer smo ji dali naslov Slike in grafike. V naših razstavnih atrijih je na ogled izbor slik, v galeriji Guncle pa je na ogled večji izbor grafik. Pravzaprav to jubilejno leto, letos ob 30-letnici res praznujemo na predvečer ponovne ustanovitve ne samo zavoda, ampak tudi galerije Staneta Kregarja. Namreč ravno jutri, pred 30 leti, je takratni nadškof Alojzij Šuštar odprl novo galerijo Staneta Kregarja, ki gostuje tukaj v teh prostorih v pritličju te velike zavodske stavbe. Takratni slavnostni govornik, akademik Alojzij Rebula, je dejal, da je res čudežno, da po teh obnovljenih prostorih, hodnikih spet odmeva Platonov in Vergilov jezik in da lahko prisluškujemo duhovom, ki se kot slapovi usipajo izpod Kapitola in Partenona. Potem pa je dodal, da je pa še toliko dragocenejša stvar, da se je temu pedagoškemu vzgojno-izobraževalnemu delu pa pridružila tudi galerija Staneta Kregarja, ki ga je označil kot tistega, ki je po eni strani bil zavezan navdihu doma, slovenske dežele, po drugi strani pa je v takrat še vaško, v marsičem vaško Slovenijo, prinesel duha Prage, Pariza in odprl pot moderne umetnosti. In pravzaprav v istih dneh pred 30 leti je nocojšnji slavljenec, akademik Andrej Jemec prejel najvišje priznanje na področju kulture v Republiki Sloveniji, Prešernovo nagrado. In danes, po 30 letih, se torej tukaj ob prazniku kulture predstavlja z izborom del iz zadnjega obdobja. V počastitev praznika kulture pa sta naši profesorici glasbene šole Matije Tomca, Marta Močnik-Pirc in Barbara Tišler pripravili tudi zanimiv program slovenskih samospevov. Predstavili se nam bodo mladi pevci, učenci solopetja iz njunih razredov, in sicer za uvod sta izbrali dve skladbi Antona Lajovica, Mesec v izbi ter Cveti, cveti rožica, ki jo bo zapela sopranistka Mana Križnar, večerno vizijo Lucijana Marije Škarjanca pa bo interpretiral tenorist Filip Suhadolc. Thank you.
Hvala Mani Križnar, Filipu Subhadolcu in profesorju Primožu Bratini, ki jo je spremljal na klavir. Ob tako obsežnem, izjemnem, velikokrat nagrajevanem opusu, tako slikarskem kot grafičnem, kot ga ima akademik profesor Andrej Jemec, je seveda za en tak drobec, kot ga lahko prostorske možnosti nekega galerijskega prostora ponudijo, izbrati dela zagotovo posebno zahtevna naloga. Ko smo se ozirali po njegovim res široki zakladnici risb, grafik, slik, po raznolikih slogovnih obdobjih, s katerimi je zaznamoval in odpiral potem vrata ne samo svojim sodobnikom, ampak tudi številnim mlajšim generacijam učencem, ki jih je zagotovo zaznamoval tudi svojim pedagoškim delom, je pravzaprav se izoblikovalo vprašanje, kako pa vendarle prostor, v katerem je bil Andrej Jemec rojen in je tukaj odraščal, pušča sledi na tistem, kar je izrisalo njegovo umetniško pot. Zato se je gospod Jemec odločil, da je za razstavo grafik v galeriji Gunclje pravzaprav izbral še nerazstavljena dela, večinoma tudi še iz svojih študentskih let, še iz akademskega obdobja, in potem pravzaprav tista prva leta, ter na ta način odprl izvir geneze nastajanja njegovega umetniškega opusa. Mislim, da bo marsikdo po eni strani tudi presenečen, kaj vse je že v prvih letih, ko je pravzaprav iskal nek svoj slikarski oziroma osebni umetniški izraz, kako je neko svojo prepoznaven ton, prepoznavno silo vključeval v te prve grafike. In kako se pravzaprav že preko njegovega akademskega dela jasno kaže, da je zelo hitro od tega predmetnega, realistično upodobljajočega sveta preko kubističnih transformacij odprl pot abstrakciji. Zdaj seveda z vidika današnje perspektive to ni neka posebna stvar, če pa pomislimo na čas 50 let, je pa pravzaprav v času zapovedanega socrealizma ali pa vsaj predmetno prepoznavne likovne umetnosti, pa to zagotovo nekaj, s čimer je Andrej Jemec takrat tudi odpiral ne svojo samo osebno umetniško pot, ampak zagotovo tudi prevpraševal meje družbenega in kulturnega udejstvovanja. In mislim, da se bo ob teh grafikah tudi že zelo hitro pokazalo, kako da je potem pravzaprav že v prvih nastopih na Reki v Beogradu in potem že leta 1964 na Mednarodnem grafičnem bienalu v Tokiu prepoznala ta njegova izjemnost in je pravzaprav že takrat kot zelo, zelo mlad ustvarjalec prejel pravzaprav eno najvišjih priznanj, če gledamo svetovni zemljevid grafike, in da bo potem vse od tistega leta 1964 tudi v naslednjih desetletjih na različnih grafičnih bienalih, razstavah, ta njegova odličnost, mojstrstvo, ki se je na začetku predvsem v tehnikah lesoreza in litografije, kasneje pa potem se je izmojstril tudi v drugih grafičnih tehnikah, pravzaprav samo še nadaljevala in ga, kot sem omenila, potem 30 let kasneje pripeljala do velike Prešernove nagrade. V utemeljitvi ob prejemu Prešernove nagrade je bilo zapisano, da je Andrej Jemec kot redko kateri umetnik na Slovenskem, kljub zelo raznolikim, tako vsebinskim kot slikovnim postajam na svoji ustvarjalni poti, vendarle vse skozi ustvarjal neko svojo prepoznavno noto in dal nek avtorski pečat temu, kar je ustvarjal. Pa ne je šlo to za njegove slikarske, risarske, grafične ali pa tudi oblikovalske stvari. In mislim, da drugi del Jedkanic in Akvatint, ki so na ogled sedaj v galeriji Gunclje, odraža prav to. Njegov oseben odraz do sveta, do družbenih, kulturnih dogajanj, pogosto boste videli, da jih je tudi zelo konkretno naslovil, da lahko prepoznamo tudi nekatere dejanske dogodke v spremembah in teku časa, hkrati pa po drugi strani zaradi njegove
res mojstrskega odnosa do, kako je prepoznal te možnosti, ki mu je globoke tehnike grafike nudijo, pravzaprav pa presegal to konkretno zgodovinsko družbeno dogajanje in odpiral tista večna vprašanja, ki se jim, če želimo biti iskreni popotniki, romarji skozi to življenje, pravzaprav nikoli ne moremo izogniti. In na enak način se mi zdi, da je tudi v naših razstavnih prostorih, tukaj v Kregarjevem in na drugi strani v Meršolovem atriju, pravzaprav izborom slik, ta grafični cikl postavil res v en dialog, ki ga je s temi svojimi velikimi platni v abstraktni govorici samo še poglobil. Ko sva se pogovarjala o razstavi, je večkrat omenil, kako se še iz svojih otroških let pravzaprav spominja te velike hiše Škofovih zavodov, da je že pred drugo svetovno vojno prišel sem, da ima v spominu, da je z očetom prišel sem, takrat je bila seveda tukaj še šola, potem pa ob koncu druge svetovne vojne pa svojo takrat fantovsko druščino, v tistem radoživem, velikrat verjetno tudi že na meji dovoljenega, iskanju, spraševanju, so fantje prihajali sem in pravzaprav tisto, kar so doma nekako vlekli na ušesa, prisluškovali, kaj vse se je tekom druge svetovne vojne za temi škofijskimi zidovi dogajalo in potem seveda tragedija po drugi svetovni vojni, ki je tudi zaznamovala ta zavod, je nekaj, kar je opisano tudi v njegov slikarski opus in s čimer se je želel soočati tudi pri izboru slik za to razstavo. Zavezanost temu prostoru, vsej tej zgodovini zavodski, je potem izrazil na ta način, da je izbral nekaj, večinoma gre za dejansko za nerazstavljena dela, tudi večjih formatov, za katere seveda ni tako enostavno tudi najti razstavnega prostora, da je že z izbiro del Krvavo 20. stoletje, Razkol, Balkanska rapsodija in potem boste videli tudi na drugi strani, še v Meršolovem atriju, pravzaprav vzpostavlja eno vprašanje človeškega trpljenja, zla, sovraštva, ki mu prav v času, ki smo mu zdaj spet priča, seveda nikoli ni videti konca. In to je bila njegova osebna, pravzaprav preinterpretacija, ta njegova osebna občutljivost, ki pa potem vedno našla en tak prepoznaven umetniški likovni izraz, ki je dala jezik temu, kar je njega vznemirjal, vprašanja, ki mu jih zastavlja seveda taka težka situacija, ki žal kljub temu po 30 letih in več samostojne Slovenije žal še ni bila razrešena. Podobe, ki seveda zdaj, ko smo nekako vsi postavljeni pred to veliko sliko krvavega 20. stoletja, jasno v tej njegovi res slikoviti, energični, z močnimi gestami in potem seveda tudi s temi izrazitimi barvami, ki ustvarjajo eno specifično teksturo, v tem slikovitem, abstraktnem, gestualnem jeziku, na prvi pogled verjetno res delujejo zelo kaotično, ko pravzaprav barve druga nadgrajujejo, ko ne vemo, kako se bo vsa ta nasilna govorica pravzaprav lahko umirila, a bomo lahko našli neko vendarle skupno podlago, neko, kar bo dal vsaj osnovni ton tem našim različnostim in tistem, kar nas razdvaja. Pa potem po drugi strani seveda z določeno barvo, pa mogoče tudi z nekimi takimi grafično izrisanimi, mogoče tudi zato, ker imamo seveda verjetno v spominu tudi njegova druga dela, kjer je pogosto potem za te ali barvne ploskve, nanose, te močne slikovite geste, dejansko začel izrisovati tudi kakšne besede, znake, se tudi nam začne na teh podobah izrisovati še nekaj drugega. Se mi zdi, da ko zremo te abstraktne podobe, ki seveda ostajajo v govorici metafore, simbola, parafraziranja, ki niso tako neposredno zgovorne, kot bi bile seveda neke realistične podobe predmetnega sveta, nas pa vendarle odpirajo, da tudi ta svoj zorni kot razširimo.
da tudi mi ne ostajamo kot ujetniki teh dob, časa, ki je seveda zaznamoval nas, naše prednike in včasih imamo res občutek, da je ukoval naše noge, da ne zmoremo koraka naprej, ampak da po drugi strani razširjajo to našo perspektivo tudi v tem smislu, da pogledamo širše in da potem tudi vidimo, da pa vendarle za to grozo, teme, obupa, sovraštva, pa vendarle iz spodnjih plasti, ne, kot je sam velikrat rekel, da tisto, kar vse podlaga njegove barve, ki jo sicer doživlja zelo snovno, zelo konkretno, ne, zato tudi ta barva tako izrazito na teh platnih zažari, da je pa vendarle tista temeljna podlaga, ki pa potem samo skozi kakšno razo, skozi kakšen znak, recimo pri teh podobah, da pa vendarle slutimo razpoko, včasih res samo zrno tega, ampak da pa v zadju se vendarle odpira svetloba. Eden od nekdanjih zavodarjev, znani pesnik Jože Udovič, ki je tudi sam seveda doživel vso to tragiko 20. stoletja, je v eni od pesmi zapisal: in vendar ne zavrzi ničesar, povsod se skrivajo znamenja. Poglej za razjeden zid, pod porušen dom, v rano, v drhteč strah, pod pepel. Nekje je skrito mehko naročje pesmi in ptic. Nekje nastaja nova navzočnost. In v tej specifični likovni govorici, ki jo izrisuje skozi res dolga desetletja, tudi verjetno zelo zahtevnega osebnega in slikarskega preupraševanja, se mi zdi, da potem sije to zrno svetlobe, ki jo kot neke vrste seme za novo rast, za novo kal, čeprav sam mogoče ne ve, kdaj bo pognalo, če bo, polaga v svojo slikarsko paleto Andrej Jemec in na nek način tudi nas kliče, da bi znali videti to svetlobo, da trpljenje in smrt in zlo nimata zadnje besede, da se seveda prek trpljenja tisto, kar je resnično, kar ostaja, in to se mi zdi, da se tudi zdaj po toliko desetletjih njegovega ustvarjalnega opusa že kaže, kaj je tisto, kar ostaja, kar presega to časnost, ker pravzaprav gre preko meja tudi teh naših vsakodnevnih težav, razprtij, za katere mislimo, da jih nikoli ne bo konec, da pa vendarle sije svetloba novega jutra, sije svetloba, s katero pogosto tudi vzpostavlja dialog, lahko rečemo tudi ta biblična svetloba geneze prvega jutra, in da je to tisto, ki pravzaprav spet najde neko zaupanje, ne samo upanje, ampak dejansko zaupanje, da lahko spet bije srce sveta in navznoter lije večnost. In da pravzaprav iz tega izvira neusahljiv vir vsega in tudi tistega, kar je mogoče za nas še nepoznani smoter. In ko je postavljal, ko je izbiral za ta prehod tukaj na tem stebru, je potem se odločil za eno sliko med tukaj in tam iz njegovega triptiha in ta triptih se potem nadaljuje na drugi strani, se mi je zdelo, da je pravzaprav samo še zarisal tisto smer, ne, da je odprl neko novo dimenzijo, ker seveda z vidika naše ujetosti v zemeljsko, ne, bomo ostali ujetniki tega krvavega. In tako kot je rekla filozofinja Simone Weil, toliko časa moramo gledati slike, da bo svetloba slik stopila v spredje. In mislim, da nam Jemčeve slike to omogočajo. In zato je potem na drugi strani v Meršolovem atriju zelo pomenljivo, namreč ne vem, če vsi veste, Valentin Meršol je bil v prvi generaciji predvojnih zavodarjev, izjemno uspešen dijak, z odliko maturiral na prvi slovenski maturi leta 1913 tukaj v zavodu, potem postal zdravnik, infektolog in je eden tistih, mislim, ključni, ki se ga številne generacije Slovencev spominjajo kot neke vrste rešitelja, ki je potem v Vetrinju, v begunskem taborišču zastavil svojo besedo in omogočil, da so potem seveda angleško poveljstvo ukinilo oziroma prenehalo pošiljanje
vlakovnih kompozicij nazaj v Slovenijo in spet žal se srečamo nazaj prav v ta zavod. In zato je zagotovo eno posebno težo, kako na drugi strani, torej v Meršolovem atriju, kjer ohranjamo ta spomin, to podobo groze, nasilja, pa potem odpira ena druga dimenzija, prav preko teh dveh delov triptiha Med tukaj in tam, in se potem odpirajo podobe, ki pa mogoče za razliko od te bolj ekspresivne govorice, ne pa dajo prostor res barvi in svetlobi, tem prežarjenim, barvitim ploskvam, in da je pravzaprav svetloba Mediterana, poletje upanja, kažejo, da pa obzorje, ki ga zremo, ima tudi eno veliko razo, skozi katero se pa že odpira druga svetloba. In se mi zdi, da je na ta način s izborom slik, ki ga je pripravil za ta dva naša razstavna atrija, pravzaprav v likovnem jeziku povedal to, kar je zapisala pesnica Veronika Dintinjana v eni svojih pesmi. Ona je sicer izhajala iz Rembrandtovega slikarstva, ampak na nek način to ni samo poziv, kot ga jaz čutim, da gospod Jemec doživlja to svojo zavezanost slikarski poti, ampak je na nek način vabilo, klic vsem nam. Pravi namreč takole: veš, kaj moraš, z vsem, kar imaš, hvali spretnost svojih rok in svetlobo. Hvali tudi temo in senco. Zaradi njih postane platno slika, zaradi njih postane čas življenje. Ta čas nam je samo posojen. Vsak gib, vsaka poteza čopiča, vsak dan sta nam samo posojena. Pripadata gospodarju časa, vidnih in nevidnih stvari. Torej vsak dan je potrebno vzeti v roko svinčnik in z mrežo črt rastočih na papirju pričati o svetlobi onkraj časa in podobah tostran senc. In v tej svetlobi, ki je v njegovih podobah pogosto tudi z enim posebnim ritmom, ponavljajočimi gestami, pa z eno posebno dinamičnostjo zaznamovana, so nekateri likovni kritiki in umetnostni zgodovinarji pogosto njegove likovne kompozicije primerjali tudi z glasbenimi strukturami, z muzikalnostjo. In mislim, da je en poseben privilegij, da ob takih odprtjih tudi danes, ker res tudi želimo zaznamovati praznik kulture, da nam je dano spet prisluhniti glasbi. Tako da se nam bosta pa zdaj v tem drugem delu pa predstavila še dva učenca, in sicer baritonist Đan Penić, ki bo zapel Gerbičevo Kam, torej znano Prešernovo pesem, potem pa še sopranistka Neža Močnik, ki bo pa interpretirala Josipa Ipavca, njegovo Pomladno noč. Ob nocojšnjem prazniku pa imamo še enega posebnega gosta, namreč očitno smo nocoj res jubilejni,
Prej smo se pogovarjali, da pred 20 leti je akademik Andrej Jemec tukaj že imel razstavo. Takrat je poleg slik razstavil tudi svoja dela v steklu in je seveda ta njegova močna svetloba še posebej prišla v spredje. No in pred 20 leti je takratno razstavo odprl naš direktor, dr. Anton Jamnik. No, nocoj, zdaj po 2 desetletjih, smo pa veseli, da se je gospod Anton Jamnik spet odzval našemu povabilu. Namreč z gospodom Jemcem jo druži že kar dolgoletno prijateljstvo, tudi še se spomnim, da v zavodu smo včasih gostili tudi, so nas prišli obiskati iz kroga Nove revije in da je bil pobudnik tovrstnih kulturnih in takih dogodkov prav naš direktor. No, tokrat pa seveda zdaj moram napovedati oziroma z veseljem napovem, da k besedi vabim ljubljanskega pomožnega škofa, monsinjorja dr. Antona Jamnika, ki bo odprl razstavo. Dober večer vsem skupaj, hitro tečejo leta, a ne da. Magistri Bernardi Stenovec, ki daje dušo tej galeriji, Kregarjevi galeriji, vsej razstavni dejavnosti v Škofovih zavodih, iskrena hvala za izjemno delo, ki ga opravljate. Jaz mislim, da je bila njena predstavitev vas, gospod akademik, profesor dr. Andrej Jemec, tako zanimiva, tako navdihnjena, da bomo kar celo noč ostali tukaj, ali pa še dlje časa. Gospod direktor Anton Česen, nas bo pa gostil gotovo. Tako da želim, da bo res ta večer navdih za vse skupaj nas, gospod akademik, gospod profesor, dr. Andrej Jemec. Hvala vam, da ste pripravili to skupaj z ekipo, z Bernardo Stenovec, to razstavo. Ves dolga leta že spremljam, res je, od Nove revije smo se tam srečevali, potem tukaj, potem, ko obiščem Trnovsko cerkev, ki ste jo obnavljali, čudovito uredili umetniško, vaš sveti Krištof in še druge stvari, križev pot. Potem, ko se z vami pogovarjam na svetem Lovrencu nad Breznico, prav tako, to so posebno lepa doživetja, srečanja, tak navdih vaše ustvarjalnosti, zagnanosti, energije, ali pa če se srečamo v Ljubljani ali pa ob drugih priložnostih. Spomnim se, kako vas je, takrat sem bil še leta 1994, ko je bila ta razstava, ki je bila omenjena, tajnik pri nadškofu Šuštarju, tudi on vas je osebno izjemno cenil, spoštoval, tako da smo v duhu med večnim in časovnim danes razpeti. Ko vse to pogledam skupaj, se mi zdi, da res se Avguštin v svojih izpovedih ni zmotil, ko pravi o lepoti večno davni, večno novi. Lepota, ki nas navdihuje, lepota, ki odpira neskončne razsežnosti bivanja, iščemo jo, včasih je ne vidimo, imamo zaprte oči, zamegljene oči ali karkoli, ampak ta lepota, večna lepota, odseva tudi v vaših delih, ki so razstavljena, čudoviti monografiji, ki jo prebiram oziroma gledam, ki je šla pred dobrim letom, pa v mnogih drugih delih, ki jih občudujem, res govori o razsežnosti bivanja, ki presega človeško. Zakaj je to še toliko bolj pomembno? O razstavi smo že veliko slišali, da ne bom predolg, ampak vseeno bi rad poudaril v tem empirističnem svetu, analitičnem svetu, kognitivne znanosti, umetne inteligence, ko misli, da človek lahko vse obvlada, vse poseduje, da je vse v njegovih rokah, da vse lahko dokaže, pokaže. Umetnost, vaša umetnost, govori o tem, da so pravzaprav bistvene stvari življenju podarjene. Onstran obvladanja, onstran tehnike, onstran vseh mogočih znanosti, ki jih imamo, in hvala Bogu, da jih imamo, ampak da je nekaj tisto, kar je bistveno, najbolj ključno v našem življenju podarjeno. Ta velik dar ste sprejeli od neskončnega Božjega navdiha,
večne lepote. In s to lepoto tudi vi nas zdaj ožarjate in navdihujete. Zato vam res iskrena hvala za to. Pa še ko prebiram, ali pa vašo knjigo, zadnjo posebej gledam slike, se večkrat spomnim na Wittgensteina, rad sem ga študiral, zanimiv mi je bil, tudi še zdaj mi je, govori o čudovitem svetu barve, ki pomenijo preseganje zgolj tega čutnega, ki je pomembno, ampak gremo onstran preko tega. In potem pravi, ko pridemo na tisto razsežnost neskončnega, večnega, utihnemo. In najboljša govorica je mistika molka. Mistika molka. Pred vašimi slikami večkrat kar umolknem, naj slika govori, umolknemo. Mistika molka o neskončnem, o večnem, o tistih razsežnostih bivanja, ki vsemu našemu vsakdanjemu življenju odpirajo neskončna obzorja lepega, tiste lepote večno davne, večno nove Avguštinove. Hvala vam za to čudovito delo. Jubilej boste letos obhajali, pa želimo, da bo potem, ko bo še kakšen tak jubilej okrogel ali pa na polovici okroglega, da bo čez 10 let pa zopet še kakšno veliko življenjsko delo. Prepričan sem, da je vaš ustvarjalni duh še poln tistih iskric, ki vas tlijo. Vam že ob tem čestitam, želim blagoslova, moči, zdravje, ustvarjalnega duha. Direktorju škofjih zavodov, magistru Tonetu Česnu, hvala za odlično delo. Slišali smo, koliko je obletnic in vesel sem, da gospod direktor skupaj z ekipo odlično pelje zgodbo na raznih področjih, pa magistri Bernardi Stenovec, ki pa daje neko dušo. Veste, pred leti, ko smo obhajali obletnico leta 2005, smo rekli, da vstopamo v svetišče spomina. Ampak ne, da bi se šli neko nostalgijo, svetišče spomina pomeni, da gledamo s korajžo, z veseljem, z velikim zaupanjem naprej. Z veseljem odpiram to razstavo in želim, da nas ta mistika lepote, žar baru govori o čudežu bivanja in o čudežu lepote večno davne, večno nove. Hvala lepa. Kaj ne rečem, toliko lepih besed je bilo, da ne vem, prekipevajo, gredo preko roba, ampak marsikaj sem se spomnil med tem, ker ko smo postavili razstavo po zaslugi našega direktorja, magistra Antona Česna, ki je odgovoren za vse to, za to hišo, za vse nas zdaj ta trenutek, ne? Tudi za našega drugega Antona, ki je bil prvi Anton, tukaj prvi direktor, ki smo delali tisto razstavo. No, da bom kratek. Ampak nekaj sem se spomnil. Govorili ste o barvah. Gospa magistra Bernarda Stenovčeva je naredila en krasen esej, napisala in zdaj ga je tukaj povedala po svoje še drugače, direktno iz slik, brala slike tako, kot bi si kot slikar želel, da bi neke simbole, neke znake, neke parafraze, da bi ljudje to razumeli. To je zapisano, ne? In izhajam pravzaprav iz tega, kar sem rekel o barvi. Leta 1969 sem se srečal s Stanetom Kregarjem. Mi smo se dobivali po razstavah in šli malo posedeti, malo popiti in pogovoriti se. In ki je k meni prišel, je rekel spodaj, pokaž mi svoj atelje, tam v Škrabčevi ulici, ki se gre v študentsko naselje v Ljubljani, pa sem rekel, pa pojva gor, ne. Pa pride gor, pa gleda na sliko, pa pravi,
kakšna modrina. Jaz sem rekel, Stane, hvala, imam že naslov za sliko. Ne? Ampak to omenjam zaradi tega, ker tisto vprašanje, ko so rekli, kako bo s to svetlobo, moj prijatelj Marjan Tršar je pisal o svetlobi, kako bi v barvo šel, ne? Stane Kregar je to poimenoval in to sliko imam še zmeraj. In ko smo pred par mesecev razpravljali o vsebini moje knjige tukaj v sosednjih prostorih, smo govorili o barvi natančno in samo toliko še rečem, ne, barva najprej izraža samo sebe. Gledaš modro nebo in je to dovolj. To je svetloba in tako naprej. To je meni, kako bi rekel, v temelju zanimivo in to poskušam delati. Se zahvaljujem vsem, ki ste prišli, vas je veliko in vsem, ki so nastopali, lepa hvala. Ja, hvala gospodu škofu, dr. Antonu Jamniku, da je odprl razstavo, seveda pa tudi prisrčna hvala gospodu Jemcu za te besede. Zdaj v četrtek, na sam praznični dan, bo galerija Guncle odprta ves dan od 9 do 19, tako da imate možnost videti ta njegov izbor grafik v galeriji Guncle. Ob 11 pa potem pripravljamo še pogovor z akademikom Jemcem, tako da bo zagotovo delil z nami še kakšen svoj spomin, dogodivščino, tudi na ta svoja mlada leta v Šentvidu in okolici, pa seveda tudi na svojo umetniško pot in na svoj pogled na življenje, ki ga je, mislim, da lahko vsi rečemo prav, ne samo izmojstrilo, ampak tudi izmodrilo prav preko različnih tegob, stisk in preizkušenj.